V četrtek se je v prostorih Razvojnega centra Srce Slovenije izvedlo že 8. ocenjevanje kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije. Ocenjevalo se izdelke prehranskih in rokodelskih ponudnikov. Trenutno se s certifikatom ponaša že 56 ponudnikov z 256 izdelki. Letos je v ospredju predvsem ponovna preveritev izdelkov, nekaj pa je tudi novih ponudnikov in izdelkov. Ocenjevalna skupina šteje 3 strokovnjake, vsakega na svojem področju, in ocenjujejo različne kategorije. Ocenjevanje rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov za teritorialno znamko Srce Slovenije je danes nekako pokazalo, da imamo ponovno in na novo izdelke, ki jih bomo ocenili po kriterijih, ki so uveljavljeni po modelu izvorno slovensko. Torej gre za kriterije pri rokodelskih izdelkih, kjer je zelo pomembno, torej, da imamo izvor gradiv iz lokalnega okolja, da imamo torej dobro tehnološko pripravljene izdelke, da izdelki pričajo neko zgodbo in predvsem, da so tudi lepo, lahko rečemo, umeščeni v neko embalažo, etiketo, zgodbo, ki nosi tudi uporabnost izdelka. Skratka, da je izdelek na polici zelo privlačen in da obljublja tisto, kar dejansko želimo, da gost, potrošnik razume. Pri ocenjevanju živilskih izdelkov se predvsem ukvarjamo z izvorom živil, seveda z senzoričnimi lastnostmi, vonj, okus, tekstura, kakšno je torej stanje agregatno tega izdelka. Ob tem pa seveda izpostavljamo zgodbo ponudnika in pa zgodbo izdelka. Po modelu izvorno slovensko ocenjujemo 15 kategorij. Zdaj na prvi ravni tukaj predvsem pridelke, živilske izdelke in pa rokodelske izdelke. Na drugi ravni pa imamo v srcu Slovenije tudi vodena doživetja, sicer pa so tukaj tudi nastanitve, prireditve, gostinska ponudba, skratka v 15 kategorijah. Veselilo nas bo, ko bomo tudi v srcu Slovenije mogoče dodali še kakšno kategorijo, zaenkrat smo pa torej tukaj v 3 kategorijah. Pri prehranskih izdelkih je bilo pozitivno ocenjenih 49 od 56 izdelkov, pri rokodelskih pa 45 od 53 izdelkov. S certifikatom ponudniki zagotavljajo potrošnikom priznano kakovost svojih proizvodov in storitev ter izvor oziroma poreklo. Dodatno pa morajo rokodelski izdelki temeljiti na naravnih surovinah, ki so značilne za to območje in upoštevajo rokodelsko kulturno dediščino območja podeljevanja pravice do uporabe teritorialne kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije.